Ne, standardna porcija avokada sta 2 čajni žlički. In dejansko 2 čajni žlički avokada. Živijo, jaz sem Špela, stara sem 28 let, čez 2 meseca bom 29, prihajam iz Žirov, Bogu za nogo. Veganka sem prava veganka, bomo rekli temu, sem od letošnjega leta, od 2018, nekje od začetka leta. Sem bila pa prej fleksibilna veganka, se pravi, na kakšni fešti sem pojedla kakšen sirček ali pa kaj takega, ker mi niso znali drugega ponuditi kakor kruh. Tako da, to je to. Za veganstvo sem prvič slišala, ko sem delala za eno nutricionistično firmo, ki je prodajala prehranska dopolnila. In tam je bil eden od distributerjev, bomo temu rekli, ali pa od tistih, ki so delali za to firmo, je bil vegan in je v bistvu tudi naredil celo predavanje o tem, zakaj recimo mleko ni dobro, zakaj meso ni dobro. In tam se je meni odprl čisto nov svet, ker jaz sem včasih mislila, da so vegani eni, ne vem, čudni ljudje, hipi, ki ne vem, pobirajo polže po ulici, pa ki imajo dolge lase pa dolge brade. Pa sem pa videla, on je bil pa malo drugačen, je bil pa tak fit, mišičast, in sem rekla, wow, pol si lahko tudi tak vegana, ne samo ta presušen. Tako da, ja, on mi je v bistvu to predstavil in sem takrat dejansko takoj zagrabila to idejo. Razlog za to, da sem se pol odločila za veganstvo, jih je bilo v bistvu več. Prvo to, da me je on svojo persono nekako prepričal v to, da veganstvo lahko naredi optimalno telo in optimalno zdravje. Drugo, kar je bilo pa seveda, je bila pa moja osebna situacija, ker jaz par let nazaj, če bi videli mojo sliko, vam jo bom dala, dejansko sem bila čisto drugačna za pogledati, malo bil tako buckasta kje v glavo, pa imela sem ful težav zdravstvenih, alergije od A do Ž, na sadje, na vse živo. Jaz tako, ko sem bila mičkena, tudi sem imela hude težave s prebavo. Jaz nisem šla lahko na WC na veliko potrebo en teden in to je pa za sabo pripeljalo ful problemov. Astma, bronhitis, zasluzen nos non-stop in on je pač povedal na tem svojem predavanju, da dejansko s to prehrano lahko to in to in to in to vse odpraviš in zame to sploh ni bilo vprašanje, ker, a veste kako je, če je človek dejansko bolan, celo leto je prehlajen in smrka in da je pač zamaščen, da ne more hlač 36 gor spraviti, ki bi mogla imeti pa po svoji višini 32, pol to za punco ni sploh problema, Tako da sem jaz dejansko takrat, od tistega predavanja sem šla takoj na striktno veganstvo. Prelomna točka, da sem jaz postala veganka, prav veganka, mislim, prej, ko mi je tisti gospod povedal za, bomo rekli, rastlinsko prehranjevanje, prej bomo rekli, sem šla samo v hrano, ker zame je veganstvo več kot samo to, da pač ješ hrano, ki ni iz živali, ampak veganstvo je zame tudi način razmišljanja na to, kako si ti orientiran do živali in do teh stvari. To se je pa zgodilo komaj letos, leta 2018. V bistvu par stvari se je zgodilo, jaz sem začela neke dokumentarce gledati, What the Health, ampak to ni bilo zame nič novega, nekaj o zdravju. Pa sem pa jaz gledala Cowspiracy, se pravi dokumentarec o skrbi za okolje, ono me je čist, kaj bomo mi naredili z okoljem, če bomo še naprej jedli živali in procesirano hrano. In tretja zadeva je bil pa dokumentarec Zemljani. Jaz nisem vedela, v kaj se spuščam, preden sem gledala ta dokumentarc in mogoče, ne vem, če bi vedela, ne vem, če bi ga gledala še enkrat. Ampak, ko sem ga enkrat začela, meni se je srce ustavilo, res, to je bilo to grozno, kaj mi delamo z živalmi. Jaz prej rib nisem gledala kakor živali. Pač je bila riba, nekaj drugega, ampak ko vidiš, vse isto. In takrat se je meni vse zagabalo, jaz sem jokala 20 minut, mami je prišla gor, ker imamo 2 stanovanja, je prišla gor, če je z mano vse v redu in se rekla, ne, ni z mano vse v redu, jaz ne vem, kaj mi delamo na tem planetu. In res, evo vidiš, zdaj sem pa čustvena. Res tako grozno mi je bilo in od takrat, od tistega momenta, ko sem jaz gledala Zemljane, jaz čisto drugače vidim vse, čisto drugače. Ko se pelem mimo pašnikov, ko vidim krave, kar me stiska, Mi imamo zasužnjene te živali, In od takrat naprej
sem jaz sploh rekla zase, da sem veganka. Ker jaz se prej nisem hotela deklarirati veganka, ne, ker sem rekla, vegani so vsiljivi, ma daj no. Vegani so vsiljivi, a mi pa delamo holokavst z živalmi, mislim, grozno. Tako. Veganstvo je meni prineslo toliko koristi, da jih verjetno zdajle ne bom mogla vseh našteti. Prva korist je bila definitivno, mislim, za punca, veste, ker jaz sem stara takrat koliko, 21, pa telesna podoba pa to, a ne. Meni je bilo to, da sem shujšala 5 kg komot, a ne, sicer sem takrat uporabljala tudi ta prehranska dopolnila, ampak vsem. Shujšala sem ful na enostaven način, nikoli nisem bila lačna, a ne. In dejansko to je bila prva zadeva, druga zadeva je bila to, da se mi je ful izboljšala ta težava s sinusi, se pravi, nisem več smrkala, po pol leta nekje približno so se tudi alergije na cvetni prah nehale, jaz sem zdaj dejansko alergična samo še na arašide, to sem pač ful, ampak na vse ostalo se je pa nehalo, ker jaz sem ponavadi prej pomad, a ne. To je bilo prebava fantastična, a ne, jaz grem pač tako, kad je normalen, grem 2 do 3 na dan na veliko potrebo in to je to, mislim, sploh ne vem, kaj naj še povem, res toliko je enih pozitivnih lastnosti veganstva, da se bom verjetno pol še kaj spomnila. V bistvu moj način prehrane je tak, jaz sem ga želela deliti z drugimi. In zaradi tega sem osnovala 2 stvari. Prva zadeva je 21-dnevni škrobni izziv, ki sem ga opisala tudi na mojem YouTube kanalu in ki sem ga opisala tudi zdaj, v principu je to. Edino, kar sem še hotela povedati, je, da jaz ful poudarjam tudi v temu škrobnemu izzivu sezonsko hrano. Zaradi tega, ker mislim, zakaj bi ti kupoval sred zime jagode, a ne? Pač pozimi imaš določeno zelenjavo, pa določeno sadje, ki je zdržano, a ne? Polet imaš pa drugo, a ne? In nekako se mi zdi, da ljudje malo premalo živimo v temu ciklu z naravo, a ne? In to se meni ful dobro poide, a ne? In tudi je ful fajn, ker sezonsko škrobojedstvo ful malo stane, a ne? In jaz sem to želela seveda deliti z ljudmi, sem naredila 21-dnevni škrobni izziv, se pravi, to je en izziv, na katerega se lahko ljudje prijavijo, sledijo navodilom, ki jih jaz dajem, imamo prav skupino za to, je brezplačen ta izziv in oni, a ne te ljudje, ki jih ta izziv zanima, jih jaz seveda tudi povabim, da preberejo vse moje bloge, tudi če so zelo dolgi, zaradi tega, ker jaz res tam strnjeno dam vse informacije, ki sem jih jaz v teh letih ogromno prebrala v pač raznih knjigah, predavanjih od teh zdravnikov in tega. Tako da ja, jaz to delim z ljudmi zaradi tega, ker sem vse občutila, da morajo ljudje to vedeti, da lahko poceni jejo najbolj možen zdrav. Imam tudi svojo spletno stran, imam svojo Facebook stran, luckyshelly.com je spletna stran. Lucky zaradi tega, ker se jaz res počutim srečno v življenju, Shelly zaradi tega, ker je bil to nek moj mladostni vzdevek. In dejansko to stran sem jaz naredila zato, da bi te informacije, ki sem jih jaz zbirala leta in leta, da bi bile skoncentrirano, zelo na poenostavljen način, sicer malo na dolg, ampak še zmeraj, lejte, ne toliko dolgo, kar sem jaz prebrala, da bi bile na tak način dostopne na spletu. Zato, da bi jih lahko ljudje, ki bi jih prebrali, pa tudi če nimajo osnovne šole narejene, vsi štekajo, ko preberejo. Sicer mogoče jim niso všeč informacije gor, ampak vsi štekajo. Tako da to je bil namen glavni, imam tudi YouTube kanal, ki je itak povezan s stranjo, na YouTube bojo tudi dobili, bom imela vsebine razne izobraževalne, tako da temu je namenjen, temu, da se ljudje zbudijo v bistvu. Vse je, pač vsebine so zaenkrat vse brezplačne, bomo videli, kako bo naprej, jaz ne morem reči, da bom skozi brezplačno delala, rada pa bi no. Tako da mogoče bom pa uvedla donacije, pa bom skozi brezplačno delala. Jaz si samo želim od vseh ljudi samo to, da začnejo uporabljati svojo glavo in da začnejo razmišljati in opazovati svet okoli sebe. Če se vam zdi okej, da mi vzamemo recimo telička oziroma dojenčka od krave stran, zato da mu vzamemo mleko, če vi lahko gledate ta postopek, če vi lahko vidite vse, kaj se tam dogaja, če vi lahko greste v klavnico, pa to doživite in do pol nimate problemov sem jaz, je pol pač
jejte, ne? Sicer ne vem, kjer človek je tega sposoben, ampak ok. In konc koncev, jaz vas ne prepričujem o veganstvu zaradi tega, ker bi jaz imela kaj od tega. Ker jaz nimam kaj dosti od tega, da vi rate vegani. Ampak v bistvu v končni fazi boste vi največ pridobili s tem. Shujšali boste definitivno, če se boste tega prav lotili, tako da pejte pač na moje stran pogledati, kako se tega prav lotiti. Bolj se boste počutili, lepš boste izgledali, koža vam bo bolj fejst, ne boste se tako hitro starali. Pa pol, ko boste vse to naredili, se boste dobro počutili pri sebi, ko boste vedeli, da za vas ni noben umrl na krožnik. Tako da to je to. Špela, čas je za tvojo zaključno misel. Mogoče To ne bi govo rekla. Prej smo menila, da mogoče to dvoličnost, ne? Ja, Da imajo radi živali, pa ubijajo, ne? Ja, da ne razmišljajo to. Ja. Okay. Nič gleda pamen, ti v Mateja, samo kamero skozi.